Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. V Ljubljani imajo zelo kulsko trgovino za košarkarje, imenuje se Gross Basket. Tam lahko kupite košarkaške čevlje, oblačila, torej streetwear. Kaj mi pa je najbolj všeč glede Gross Basketa pa je to, da imajo dobesedno igrišče v trgovini. In prav od Gross Basketa sem dobil poseben paket, dobil sem ga prvi v Sloveniji in danes ga bom predstavil. Kot mogoče vidite Nike Adapt BB. Kot veste, če piše Nike, bo 100% neka športna oprema, ampak jaz vam ne bom predstavil neke brezvezne športne opreme. Danes vam predstavil nekaj revolucionalnega, nekaj, kar še nikoli niste videli. Tada bomo danes to vsi skupaj neke vrste prvič videli, ker tudi jaz približno vem, kaj je v škatli, ampak je nekaj posebnega, ki še tudi jaz nisem nikoli videl in me prav zanima, kaj je noter, tada si pogledamo. Kar pomeni, da je prav danes svetovna premiera te naprave. Zdaj pogledamo, kako se to odpre. Evo, dobimo tak, pa moramo, tu v strani sta taka dva, moram to ven dati. Evo, da odprem, pa na drugi strani isto. Eto. Kaj si ti nor? Jaz nekaj vidim, kaj vi ne vidite. Madonna. Da prvo to bek. Noter sem dobil Nike Adapt BB. Glejte to mašino. To ni čevlj, dobesedno to ni čevlj. To je nekaj, ne znam sploh razumeti, kaj bi lahko bilo to na vaši nogi. Ker ima neke stvari, ko jih navaden čevlj nima. Madonna. Če vem po resnici, niso tako dobro izgledali. So dobro izgledali na sliki, ampak ne tako dobro. Kaj si ti nor? Jaz moram to zdaj malo pogruntati, da vam pokažem, kako to izpade. Pa dobesedno, da vam hitro povem, ti čevlji, kot vidite, nimajo dobenih vezalk, si jih ne moreš zavezati, ampak imaš za to gumbe tukaj, ki ti potem stisnejo nogo in ti prav prilagodijo za tvojo nogo, kako moraš imeti zavezane oziroma zategnjene čevlje. Tada bom zdaj pokazal, kako to deluje. Še to tako lepo dobiš not. To me je kar žal nositi, no. Tukaj noter je poseben mehanizem, ki ti zategne in odtegne čevlje. To je tudi nekaj vrste neki motorček tukaj noter. Jaz ne moram vedeti, kaj dalje smo prišli. Tada to moram nujno probati. Seveda, prej bom pa dal vse to dol, kaj drugi ne bi dali. Te plastike dol. Evo, pa vam takoj pokažem, kako izgleda, ko so ready. No, tukaj spodaj pa sem dobil še tako podlogico in tukaj gor se polnijo čevlji. Ker seveda čevlje je treba polniti, polnijo se pa dobesedno brezžično. Torej ti daš gor čevlj in se že polni. Evo, v takem paketu, kot da smo v vesolju, tako je hrana, ko imamo vesoljo, imamo v takih paketkih. Tu not je, mislim, da kabel, ne? Ja, točno tak. Tu noter je navaden. USB-C kabel je. Svetovno, tako imam za moj telefon. Poleg pa še dobim navodila. Nike Adapt BB. Zakaj so še ti čevlji zelo kulski? Zaradi tega, ker ne samo zato, da se ti sami zategnejo, ampak zato, ker ko ti igraš kakšen šport, naprimer košarko, nogomet ali pa tudi tekaš, se ti noga vedno malo odteče, ampak res malo. Ampak včasih je to dobesedno vidno, da ti čutiš, da te čevlj malo žuli in se moram včasih, to se meni zgodi, ko jaz igram košarko, in se moram čevlj malo odvezati in potem spet zategniti, ker mi ni prav in me tišči ta čevlj, pa ti dobesedno sam imaš stisnjenega in se ti pol sam malo sprosti, da je tvoja noga v pravilnem položaju, ko da dobesedno spiš in je lepo na mehkem. Kar se mi zdi zelo cool. Evo, zdaj pa pokažem, da se to vklopi. Držiš en od teh dveh gumbov za 1 sekundo. Evo, zdaj se je lučka zasvetila. Ste slišali? Cik, cik. Evo,
Ampak pa zdaj lučke. Niso namenjene samo lučke, ampak tu sta dobesedno dva gumba, ki ti kontroliraš. Sprednji gumb je, da se neke vrste zaveže oziroma vam nogo zategne, zadnji gumb pa je, da se sprosti oziroma se odveže, ampak tu ni vezalk, ne. Tada jaz bi te čevlje, sploh niso tako težki, pričakoval sem, da bo težje za šport, ampak normalno so težki, kar mi je všeč. Kot vidite tu noter, piše L, left. To so take male stvarce, ki vam pokazal. Ful mi pa je všeč podplat, pa je tak lep podplat ima, lepe barve. Jaz je moram te čevlje nujno probat in da vidim sploh, kako to deluje. Tako da, grem probat. Evo zdaj pa se jih bom obul in vam pokazal, kako se ta mašina obuje. Torej, daš lepo nogo noter, primeš gor, daš prst. Eto. Ta zgleda en. Primeš tukaj. Eto. Zdaj pa tukaj. Ko same, to je točno pozabil sem povedati, da se kar same prilagodijo tvoji nogi. Ko vidite, tiste so že prilagodile, tiste še niso, bom malo pomagal. Aha, ok, da se, bom se malo pomagal. Evo, če se mi zdi to mogoče, da ni dovolj zategeno. Zdaj pa je močno nategeno, zdaj pa je res močno, ampak meni pa še čisto ok, če je tak. Ok, sem si dal malo prelahko. To si morate vi sami naštimati, kak je vam fajn. Evo, meni tak pa še. Dobesedno je fina v tem, da ko imate vi one čevlje na vezalko, se samo tukaj zategne, ne? Ti čevlji pa tako lepo vse tu ob strani se tako priležejo tvoje noge in tako dobesedno, kot da je bil na oblakih. Pa še dobro zgleda, ne dobro zgleda? Napišite v komentarjih, kako se vam zdijo. Meni so svetovni. Zdaj vam moram nekaj nujno povedati še enkrat za mizo, ker imam res nekaj nenormalnega. Tako ne še idite, ker vam nekaj pokazal. Zdaj sem si potegnil njihovo aplikacijo Nike Adapt. Ko vidite, sem že na hitrico malo naštudiral čevlje in jih povezal. Zdaj mi bo avtomatsko sami se nategnili. Vidite, piše left and right, torej leva in desna. Če potegnem levo gor, se mi bo levi čevlj zategnil. Evo, a sem levi čevlj probal, zdaj še moram desnega, še bom potegnil desno gor in se mi je isto zategnilo. Zdaj pa rečem, ne vem, malo preveč mi je, potegnem desnega dol, pa levega do sem, ker levega hočem imeti mogoče malo bolj zategnjeno. Ker pri desnem je čebela pično, na primer. Tu si lahko dobesedno na aplikaciji zategneš čevlj, tam se nekam mudi. Bum. Oba dva nastavo na najbolj. Tako se mi zdi cool. Po pa še malo neke stvari, ne. Ti lahko vidiš baterijo, tada oba dva imata 50%. Potem na aplikaciji lahko tudi spreminjaš lučke. Ko vidite, tukaj imam čevlje, in zdaj vam pokazal lučke. Evo, zdaj rdeče lučke, oziroma bolj roža, rdečo, oranžne lučke. In tako imaš mi res dosti barv, rumena, evo zelena na primer, kako izgleda. Tukaj stisnem. Je druga barva, je bolj roza, vidite? Isto je na levem čevlju, levi čevlj se istočasno, na levem čevlju je istočasno, lahko se menja barve. Vidite, zdaj rdeča. Enim se bo mogoče zdelo čudno, da je čevlj na aplikacijo in da ima noter motorček, ki se sami zategnejo. Enim bo mislil, da je to zelo cool, če mene vprašate, je to svetovno. Ne samo pač aplikacija je poleg zaradi tega, da malo poživi stvar, da si lahko ti dobesedno lučke spreminjaš, da si lahko zategneš čevlj na telefonu. To malo pokažeš svojim prijateljem, kako to izgleda, ker to je nekaj novega, kar še nikoli ni bilo. Prvi čevlji, ki so se sami zategnili, so bili v filmu Back to the Future. Power laces, all right. Zakaj se meni zdi cool, da noter motorček v čevlju oziroma se sami zategnejo? Zaradi tega, ker ta čevlj ti bo tako dobro zategnil nogo, ki si je ti ne moreš sam z vezalkami, ker ti si že premalo, premočno, ne bo ok za tvojo nogo. To ti bo pa vse lepo prilagodilo tvoji nogi, ne samo tukaj zgoraj, ampak lepo vse posod in bo tvoja noga vedno v udobnem položaju.
Pa še najbolj važno, kaj je, da hudo dobro izgleda. Gledajte to. Veste, vedno je treba dati pametne stvari polniti, kot so telefon, pametna ura, pred sabo pa še imam pametne čevlje. Seveda te pametne čevlje je treba polniti za to ploščo, ki se imenuje Nike Adapt Charge 1.0, torej to je prva verzija. Čisto enostavno, poleg dobiš USB-C kabel, bum, noter, ko v telefon, tu noter, popa, gremo polniti te čevlje. Da ne boste mislili, da je treba čevlje polniti čisto vsak dan, ni res, treba jih je polniti enkrat na 3 tedne. Evo, naprimer, dam lepo desnega gor in dam levega gor. Kot vidite tukaj ob strani svetijo lučke, tako vemo, da se polni. Tako da bodite brez skrbi, če idete na morje za 3 tedne in da ne boste vzeli tega chargerja poleg, še vedno se vam bo čevlj odtegnil. Nikoli si nisem predstavljal, da bom lahko predstavil in da bom jih lahko držal v rokah čevlje, ki so na aplikacijo in da imajo noter motorček, ki vam potem sam čevlj zategne vašo nogo, da vam prije v pravo mero, kar se mi zdi svetovno. To je v bistvu prihodnost v rokah, dobesedno, in komaj čakam, ker je res uporabna stvar. To je bilo vse danes, če ste uživali v tem videu. Lajkajte ta video, idite na moj Instagram in Facebook profil Jack in the Box Slow. Na Instagramu že imamo 9000 naročnikov oziroma followerov. Tukaj se naročite na moj kanal, pa se vidimo naslednjič. Adijo.